Takole ponosno in veselo so naša paralimpica Tadeja Dovžan in Jerneja Slivnika v prostorih Gornjesavskega muzeja v dvorani Kolpara na Jesenicah sprejeli njuni najbližji prijatelji in navijači. Posebno zahvalo pa so jima izrekli tudi župana obeh občin, od koder prihajata para športnika, vodstvo regijske pisarne Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez Jesenice in vodstvo Zveze za šport invalidov Slovenije Slovenskega paralimpijskega komiteja. Ob prijetnem kulturno-glasbenem programu smo se z veseljem vsi skupaj ozrli nazaj po ravnokar zaključenih zimskih paralimpijskih igrah Milano Cortina 2026. Letošnje zimske paralimpijske igre so bile za Slovenijo zgodovinske. Prvič je na zimskih paralimpijskih igrah nastopila tudi slovenska parašportnica. In prvič smo Slovenci nastopili tudi v kaki drugi disciplini, kot je para-alpsko smučanje. Tadeja je nastopila v parateku na smučeh, v klasičnem tekaškem koraku, v disciplini šprint ter v distanci na 10 km. V teku na 10 km je osvojila 11. mesto. Ja, občutki fenomenalni, drugače. Ne vem, v bistvu. Danes smo šele prišli, tako da ne moram nekaj konkretnega reči, pač rabimo tajto, da se veseli. Jernej Slivnik je nastopil že na svojih 3. igrah, tokrat v disciplinah superveleslalom in veleslalom. Prva je bila predvsem ogrevanje za drugo, v kateri je postavil tako svojo kot tudi slovensko najboljšo uvrstitev na zimskih paralimpijskih igrah. Odlično 9. mesto v veleslalomu. Jaz bi rekel, da so bile to najboljše igre do zdaj. Vzdušje je bilo vrhunsko, zelo sem vesel, da tudi nisem bil sam, da je bila Tadeja z nami. Rezultatsko zelo uspešno, tako da ne bi se mogel želeti boljše. Slovence nas je do letošnjih paralimpijskih prizorišč ločilo le nekaj ur vožnje z avtom. Zato so ob tekmovališču plapolale tudi mnoge slovenske zastave. Takole je bilo v Tesaru ob tekaškem stadionu. Maksimalno sem ponosna na svojo sestro, da smo danes zaradi nje tukaj, kjer smo. Ja, kaj ne rečem. Zelo sem zadovoljen. Nekaj dosegla je vse, kar je lahko, tako da smo zelo zadovoljni. Definitivno mi pač podpora in družine in navijačev pomeni ogromno. To se je pač tudi videlo na distanci, ker ta zadnja 2 kroga sem bila že malo na koncu močvi, ampak pa, ko so iz tribun slišali, pač naši so tako, ajde, imaš to stisnjeno, gremo gas. Pozitivna izkušnja zelo, presenečenje, spoštovanje vredno, dobro ekipo smo. Zbrali smo se, dol je Mojstrina Kranjska Gora in tako naprej in prišli sem. Mi smo prišli navijati za Tadejo, ker jo poznamo že skoraj od majhnega, no. Zelo živahno pa je bilo tudi v Cortini d'Ampezzo na veleslalomski tekmi, kjer ni manjkala niti harmonika, na katero je zaigral Matjaž Končan iz skupine Čuki. Malo smo imeli problemov čez Kapijo je spraviti, ampak nam je ratal. Z veseljem sem ga prišel podprt v Cortino, ker se je to zelo želel in hotel je imeti on golico v ciljni areni in tudi jo je dobil. Jerneja je na tekmi podprlo tudi zdravstveno osebje v Soča, ki je bilo nepogrešljivo pri Jernejevi rehabilitaciji. In zato je tudi čisto posebno občutenje, ko prideš in ga vidiš, koliko truda je vložil in kaj iz njega nastalo. Pogumen fant, vztrajen fant, z svojimi cilji, kar je zelo pomembno v življenju. In mi smo ponosni na njega. Spremljam brata že od vseh njegovih začetkov po nesreči, kako so vse skupaj začeli. Sem bil kar dosti na začetku prisoten, potlej malo manj, ampak ko vidim, koliko uživa v tem, pa ko dosega rezultate, ki si jih želi, je to res nekaj neopisljivega, nekaj najlepšega. Jaz mislim, da so bili to najlepši trenutki mojega življenja, videti to kraso krajanov domačih v cilju, tako da mislim, da ne glede na rezultat, kakorkoli bi se odrezal, bi se počutil zelo lepo, tako da iz srca jim hvala.
Takole pa sta vtise po zaključenih zimskih paralimpijskih igrah strnila vodja reprezentance Gal Jakič in predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije, Slovenskega paralimpijskega komiteja Damjan Lazar. Smo pokazali, da sta športnika dejansko prišla na igre izjemno dobro pripravljena, da so strokovne ekipe res naredile izjemno delo, da so ju pripravile na igre in da sta lahko tam pokazala svoje najboljše rezultate. Na drugi strani mislim, da smo tudi organizacijsko v zadnjih 4 letih kar precej izrastali in da tako Zveza za šport invalidov Slovenije, Slovenski paralimpijski komitej kot pa Smučarska zveza Slovenije kažeta neko izjemno željo po tem, da bi se slovenski zimski parašport razvijal in zdaj si vzamemo kakšen dan, potem pa zavihamo rokave in gremo naprej. Predvsem smo zadovoljni, ker smo v bistvu dobili še nastopajočo na paralimpijskih igrah, tako da odpiramo nove zgodbe. Želeli bi se seveda ta segment zimskih športov povečati. V nadaljevanju bomo kar nekaj korakov naredili v tej smeri, predvsem v smislu projekta Aktivno inkluzivno, ki bi naj v prihodnosti tudi doprinesel k temu, da bi se priključilo nekaj novih parašportnikov v naše sisteme športa.